Lep pozdrav, tu Blaž. Govoril pa bom o tem, kako ni primerno, da v politiki delujemo čustveno in kako ni primerno, da je naše izhodišče v politiki to, da iščemo krivca za probleme, ki jih vidimo v družbi nekje izven sebe, v drugih. Kajti namreč opazil sem to, da ljudje večinoma, ko se začnejo zanimati za politiko ali neke druge politične rešitve, kot pa jih imamo sedaj, večinoma delujejo tako zelo čustveno, ponavadi jezno, kjer recimo iščejo krivca in potem krivijo sedanje politike za stanje in se zavzemajo za to, da bi jih odstavili, da bi jih odstranili, da bi kradljivce pozaprli v zapore, da bi dobili denar nazaj, ki so ga pokradli. Ampak takšno delovanje v bistvu ni primerno. Zakaj? Zato, ker prvič, ker je čustveno in ko delujemo čustveno, smo vedno sebični. O tem sem govoril že v enem prejšnjem vložniku. Zato, ker pač upoštevamo samo to svojo čustveno energijo in vsa druga dejstva pač večinoma ignoriramo pri tem, ko smo čustveni. Torej, problem pa je tudi v tem, da dejanski problem ni samo v parih ljudeh, ki bi bili zelo pokvarjeni, ali pa samo v tistih politikih, ki recimo zdaj delujejo v parlamentu. In problema ne bomo rešili tako ali pa s tem, da bomo samo te politike odstranili in jih mogoče dali v zapor ali kaj jaz vem kam. In bomo potem čudežno imeli družbo, kjer bo vse v redu, kjer bo vse pošteno in tako naprej. Zakaj? Zato, ker je ta problem celosten. Vedno je treba gledati na problem celostno, ker vsi ljudje smo del tega problema. Tudi, če sami nismo trenutno udeleženi pri nezakonitem ravnanju ali pa pri kraji ali pa pri zlorabi drugih ljudi, smo kljub temu del problema, zato ker dopuščamo, da se to dogaja. Zato, ker ne delujemo konstruktivno v tej smeri, da bi zagotovili transparenten sistem, kjer bo dostojno življenje vsem zagotovljeno. In to je edini konstruktivni način, s katerim moramo mi delovati v politiki, še predvsem v politiki, torej, da bomo dejansko lahko zagotovili spremembo sistema skozi spremembo samega sebe, tako da se uskladimo s principom, ki je najboljši za vse, in da s tem posledično zagotovimo vsem dostojno življenje. Torej, mi moramo sami stati kot zgled in se zavzemati za rešitve, ne pa delovati iz nekega čustvene reakcije, iz neke jeze proti drugim ljudem. Ker če mi delujemo proti nekomu, če se mi izražamo tako, mi smo proti kradljivcem, mi bomo kradljivce zaprli, politiki so skorumpirani, treba je prečistiti državo, treba je lustrirati ljudi, treba je postaviti pravične voditelje, recimo. Če delujemo na tak način, potem s tem ustvarjamo konflikt med nami in med našimi namišljenimi sovražniki. In če ustvarimo konflikt, potem v bistvu ustvarimo vojno. In če delujemo na tak udarniški konfliktni način, bodo pač tisti, ki se dojemajo ogroženo, ki se čutijo ogrožene, nas napadali nazaj. In nas pač skušali nas očrniti, spraviti v zapor, nas ubiti mogoče in kaj podobnega. Torej, to ni rešitev. Rešitev je torej ta, da se mi zavzemamo za praktične rešitve, ki vključujejo vse ljudi, ki ne izključujejo določenega dela prebivalstva kot, vi ste pa zlobni, vi pa, ko bomo pa vas dobili, vas bomo pa obesili na vislice. To ni konstruktivni način. Torej, mi se moramo s svojim lastnim zgledom začeti zavzemati za praktične rešitve, s katerimi bomo vsem zagotovili dostojno življenje. In pri našem združenju to rešitev že imamo v osnovi začrtano in reče se je zagotovljen življenjski dohodek. Zato, ker mi moramo najprej
zagotoviti sistem, v katerem bo vsem zagotovljeno dostojno življenje in v katerem ne bo potrebno nobenemu krasti, zato da bi lahko dostojno živel. Ne? Če zdaj pogledamo, večina ljudi, če smo samo iskreni, nekje krši zakon, ne? Nekje malo po ovinkah, nekaj dela, nekaj šušmari, ne? In pač imamo pač večje kradljivce, pa manjše kradljivce, ampak že v osnovni šoli, če pogledamo, ne, je tako neumno zasnovan učni program, tako nečloveško, ne, da se morajo učenci zatekati k goljufanju, k švinglanju, zato da sploh lahko pač zadostijo nekim nečloveškim pogojem repeticije znanja, ki ga itak pozabijo čez par dni. In s tem dejansko mi ljudi oziroma otroke že v šoli učimo, da je v redu, da je pač treba goljufati, če češ prideti skozi sistem. Ampak mi se moramo vprašati, zakaj sploh imamo mi tak sistem. Mi moramo sistem spremeniti tako, da bo omogočal dostojno življenje vsem, da bo po meri ljudi, po meri življenja, ne pa po meri, ne vem, sebičnih teženj vsakega posameznika. In mi v tem našem združenju že imamo takšne rešitve in rešitev je dejansko v tem, da mora najprej vsak sam prevzeti odgovornost zase, da se vsak sam uskladi s temeljnim principom, ki je najboljši za vse. In ta temeljni princip je, ne obravnavaj in ne ignoriraj drugih tako, kot ne bi želel biti obravnavan ali ignoriran sam na njihovem mestu. In to je treba v praksi se naučiti tako živeti. Ne moramo pričakovati, da bomo kar naenkrat imeli pravično družbo, mi bomo pa ostali enaki, kot smo. Če zdaj hodimo, ne vem, 8 ur na šiht, potem prijemo domov, pa ne vem, gledamo televizijo, potem spijemo pir, potem gremo s kolegi, ne vem, v gostilno, potem pa še, ne vem, doma izvajamo nek svoj hobi, ne, recimo, banalen primer. Če mi zdaj to vsak dan počnemo, ne moramo pričakovati, da bomo še naprej isto počeli in da bomo čudežno kar dobili potem družbo, ki bo pravična, kjer bo za dostojno življenje vseh poskrbljeno čudežno. Ne. Tako, vedno prijemo nazaj do iste stvari. Vsak izmed nas mora prevzeti odgovornost za to, da prenehamo sprejemati zlorabe življenja, da postanemo transparentni, da nehamo biti sebični, da ne gledamo več samo nase, ampak da upoštevamo celo družbo. Da se sprašujemo v vsakem dihu življenja dejansko, kako lahko jaz prispevam k temu, da bomo vsi v družbi živeli dostojno, da bomo vsi imeli dejansko zagotovljeno dostojno in zabavno življenje, v kateri bo vsak lahko razvil svoje polne potenciale, brez da bi pri tem zlorabljal ali pa moral kogarkoli zlorabljati ali pa zatirati. Tako, torej, na tak način moramo delovati v politiki in na tak način bomo delovali v združenju za dostojno življenje vseh. To je za danes vse in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav.